Dober dan. Dober dan. Odločitve sprejete na današnji seji vlade bo prvi predstavil predsednik vlade, dr. Robert Golob. Izvolite. Danes vas nagovarjam kot predsednik vlade, kot nekdo, ki je dolžan skrbeti za varnost vseh Slovenk in Slovencev. Nagovarjam vas pa tudi kot oče, ki si želi, da njegovi otroci lahko brezskrbno ne hodijo samo v šolo, ampak se tudi družijo s prijatelji. In kot oče, ki bi se mu čisto lahko zgodilo podobno, kot se je zgodilo Alešu Šutarju. Ko bi v skrbi za svoje otroke se znašel ob nepravem času na nepravem mestu in zato plačal najvišjo ceno. Šutarjev zakon, ki ga je danes potrdila vlada, daje nekatere, ne nujno vse, nekatere odgovore, na kakšen način povečati varnost v družbi, na kakšen način napovedati boj proti kriminalu, ne proti katerikoli etnični skupini, niti ne proti Romom, proti kriminalu, na kakšen način zaščititi žrtve, predvsem nasilništva, in kako zaščititi mladoletne žrtve, tudi otroke mladoletnih mamic v celotni Republiki Sloveniji. Šutarjev zakon ni namenjen kaznovanju. Šutarjev zakon je namenjen preventivi. Preventivi, ker želimo z konkretnimi varnostnimi dodatnimi pooblastili policiji doseči, da se orožje čim hitreje zapleni. Ne gre za vprašanje hišnih preiskav, gre enostavno za varnostno vprašanje. Kako preprečiti, da se ilegalno orožje lahko pojavi kjerkoli v Sloveniji, oziroma da se takoj po njegovi uporabi policija lahko učinkovito sooči s tem izzivom. Šutarjev zakon v marsičem spreminja kaznovalno politiko. Na prvo mesto bom izpostavil predlog, ki niti ni nastal na vladi, ampak je nastal v sodstvu in na tožilstvu, ker ponavljam, marsikateri predlog, ki je danes v zakonu vključen, je nastal v sodelovanju tako s tožilstvom kot sodstvom, in gre za predlog o tehtanju dokazov, da se lahko sodniki odločijo, kako bodo tehtali dokaze glede na težo kaznivih dejanj. Istočasno spreminjamo odnos do nasilništva. Do sedaj je za nasilna dejanja z lahkimi telesnimi poškodbami oziroma ob uporabi nevarnih predmetov veljala obveza na žrtvi, da poda predlog za pregon. To se zdaj spreminja, tudi ta dejanja se bodo po novem preganjala po uradni dolžnosti. S tem je na državi, da storilce najde in jih tudi ustrezno sankcionira. Poleg teh kaznovalnih ima Šutarjev zakon še kar nekaj določb, ki se nanašajo na pravice otrok na eni strani in na drugi strani, kako preprečiti, da bi se nekateri posamezniki, ki serijsko kršijo zakonodajo, počutili nedotakljive. Najprej glede pravic otrok mladoletnih mamic. Šutarjev zakon zelo jasno pove, da je pravica do otroškega dodatka pravica, ki jo uživa otrok, nikakor ne njegov starš, še manj stari starš. Zato se v primeru, ko pride do rojstva pri mladoletni mamici, mora vključiti CSD. CSD je tisti, ki mora postati zakoniti zastopnik oziroma najti ustrezen način, da bo to sredstva, da bo otroški dodatek prišel v prave roke, bodisi v naravi, bodisi v tem, da bo CSD trajno razpolagal s tem dodatkom. Ne gre se za to, da dodatek odvzemamo, pravice ne jemljemo otrokom, odvzemamo pa pravico, da bi se te pravice polastil nekdo v družini in potem ta denar namenil za popolnoma druge zadeve in ne za otroka. Zato je to odgovornost Centra za socialno delo. V primeru, ko bo šlo za mladoletne mamice, ki bodo mlajše od 15 let, pa mora CSD poleg tega vpeljati še obvezno presojo možnosti odvzema takega otroka. Vse z namenom zaščite otroka in tudi mladoletne mamice. Šutarjev zakon tudi vpeljuje
poseg z izvršbo na področje denarnih socialnih pomoči. To je zdaj po novem dovoljeno. Tudi prejemniki denarnih socialnih pomoči niso izvzeti iz, na primer, davčnih izvršb. Hkrati se uvaja pomembna sprememba na področju bagatelnih dejanj. Bagatelna dejanja se prekvalificirajo iz kaznivih, žal to ni delovalo, v prekrške. Danes bo nekdo, ki si bo privoščil brezplačni obisk Hoferja in si mislil, kot je bilo do zdaj, da za to ne more biti kaznovan prekrškovno. In ta prekršek se bo lahko za izvršbo izterjal tudi od denarne socialne pomoči. Lahko pa se tudi nadomesti z nadomestnim zaporom. S tem bo krog zaokrožen in bagatelne kraje ne bodo ostajale nesankcionirane. Čutek nedotakljivosti in nekaznovanosti bo izginil. Zato, ker bo prvič lahko država učinkovito naslovila ravno ta problem, ki je zelo razširjen v jugovzhodni Sloveniji. Še to, ukolikor bo prišlo do izvršbe na denarni socialni pomoči, bo otroški dodatek ostal nedotaknjen. Izvršba ne bo delovala na otroški dodatek. To moram povedati. Se bo pa otroški dodatek avtomatsko prenesel, tudi če ne bo šlo za mladoletno mamico ali očeta, na center za socialno delo. Oseba, ki ni v stanju, ki ponavlja prekrške in ki ni v stanju plačati glob, ne more biti med avtomatskimi prejemniki otroških dodatkov za svoje otroke. Zato mora poskrbeti država preko ustreznih služb za te otroke. Na ta način bo denar dejansko končal tam, komur je tudi namenjen. Verjamem, da bomo s tem zaščitili na eni strani otroke, na drugi strani pa z vsemi ostalimi ukrepi tudi javni red in mir. Tisto, kar bi rad še povedal glede današnje seje, je, da vsi se zavedamo, da je ta zakon zaradi izrednih okoliščin nastajal v zelo tesnih časovnih okvirih. In sledili smo marsikateri pripombi, ki je bila dana tudi v javnosti, tudi preko medijev, strani strokovne javnosti. V parlamentarni obravnavi bo dovolj časa, če se bo pokazala neka boljša rešitev, da bomo določene stvari tudi še dopolnili. Zaveza te vlade, zaveza te koalicije je, da ščitimo človekove pravice znotraj obstoječih ustavnopravnih okvirjev. Temu smo posvetili vso pozornost in verjamem, da so strokovne službe dobro opravile svoje delo. Če se bo izkazalo, da je rešitev možna tudi drugačna, in bomo z veseljem prisluhnili. Zavedam pa se, in na tem sem tudi vztrajal, da enostavno razmere v Sloveniji, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, zahtevajo takojšnje in hitro in učinkovito ukrepanje. In temu je tudi namenjen prav ta zakon. Kako čim hitreje odkriti orožje, zaseči orožje, kako čim hitreje zaščititi žrtev in kaznovati nasilneža, in kako doseči, da se bodo tisti, ki prekrške ponavljajo, da bodo končno morali začeti za to tudi odgovarjati. Na ta način bomo lahko začeli tudi z prevzgojo posameznikov vseh narodnosti, da bodo lahko zrasli in odrasli v take ljudi, ki si jih v Sloveniji kot družba želimo, in da bomo tudi kot družba, kot celota lahko delovali bolje. Dodaten sklep, ki je bil danes sprejet, je bil sklep vlade o aktivaciji 37. člena. To je člen, ki dovoljuje, da policija lahko za zelo omejen nabor nalog na meji vpokliče na pomoč pripadnike Slovenske vojske. Ta člen je bil danes aktiviran, podlagi načrta, ki ga pripravlja policija. V naslednjih dneh se bo začel tudi izvajati v obsegu, kot je bil predstavljen na seji vlade. Tako da bo policija po novem okrepljena s kadrovskimi resursi, s katerimi razpolaga Slovenska vojska. Sem na razpolago za vprašanje. Samo trenutek.
Predsednik bo odgovoril na 3 vprašanja. Prvi se je že javil in bo dobil mikrofon. Božič naj se predstavi, odkot je. Izvolite. Dober dan, Anže Božič, POP TV. Gospod predsednik, hotel sem vas vprašati prav za tale aktivacijo 37. člena. Zdaj povedali ste, da ga je vlada aktivirala. A je mogoče na vladi temu, kdo nasprotoval? A je mogoče Šuterjevem zakonu na vladi, kdo nasprotoval, kakšno je bilo tle glasovanje in kakšno so bile tle politične razmerja? Zanima me tudi... Zdaj ste že skurili 3 vprašanja. Ja, samo 2. Pri čemer bomo imeli vse predstavnike še pozneje gor, da bomo odgovorili, kako so glasovali, ker so glasovanja na seji nejavni podatki. No, vprašanje je za premiera, če hoče povedati, lahko, če noče. Pa povejte nam samo še, prosim, to pa je politično vprašanje, izrecno za vas, se pravi, danes je SD predlagal novo ministrico za pravosodje, ker je odstopila ravno zaradi tega. Boste, se pravi, gospod, ki so jo predlagali, sprejel in pa kaj bo z novim, kdo bo novi notranji minister? Ok, 5 vprašanj. Glede aktivacije, mislim, da je pomembno in bom odgovoril. Najprej to, zelo plastično. V tem trenutku je na pomoč policijski upravi v Novem mestu priskočilo približno 40 policistov iz preostalih delov države. Tej policisti se bojo počasi začeli vračati na svoje policijske uprave. Nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položaju na meji, pri sprejemu pri nadzoru meje in pri sprejemu ilegalnih migrantov. Ko se bo teh 40 pripadnikov policije premestilo na policijsko upravo Novo mesto, se pravi na teren, z namenom vzdrževanja reda in miru, bo nastala kadrovska vrzel na meji. In to kadrovsko vrzel bo zapolnila vojska s svojimi 40 pripadniki. V resnici gre za zapolnjevanje kadrovske vrzeli na meji. Nikakor ne gre za nobeno patruljiranje po naseljih ali za delovanje znotraj na teritoriju stran od meje. To je prvi tak ukrep. Namen je, kot rečeno, zapolnitev kadrovske vrzeli in pa opravljanje nekaterih nalog, predvsem logistične narave, pa tudi sprejemanja, se pravi varovanja objektov za sprejemanje ilegalnih migrantov. Glede glasovanj, zakon je bil sprejet brez glasu proti, vse ostalo tudi nihče ni bil vzdržan, da skrajšam. Se pravi, zakon je bil sprejet brez glasu proti, kar se pa ostalih stvari tiče, bojo pa sami povedali, kako so glasovali tisti, ki bo to želel. Kar se tiče ministrice, sam sem bil o tem seznanjen danes strani predsednika Socialnih demokratov. Načeloma sam ne vidim zadržkov, nazadnje je že opravljala funkcijo državne sekretarke, najverjetneje se bom v naslednjih dneh z njo tudi dobil, potem bo pa ta predlog v rokih, ki jih imam na razpolago, šel tudi naprej v državni zbor. Podobno bom ravnal tudi pri kandidatu za notranjega ministra in lahko že povem, da bo to naš poslanec, gospod Branko Zlobko. Tudi z njim sem se že sestal, ampak predlog bo šel za oba istočasno naprej in verjamem, da bosta tudi istočasno oba obravnavana v državnem zboru. Irena Ulčar, Cvelbar, TVS. Najprej samo pod vprašanje glede aktivacije tega 37. člena zakona o obrambi. Me zanima, če lahko poveste, kdo je podal predlog na SSNAV. SSNAV je vladi predlagal, ampak je predlog, je pobuda SSNAV-a prišla iz policije ali odkot drugod? Te dve stvari nista povezani. Danes je vlada to obravnavala na predlog Ministrstva za notranje zadeve. Predstavil ga je pa generalni direktor policije, ker je on edini, ki lahko po načrtu tudi dejansko razpolaga z enotami oziroma z kadrovskimi okrepitvami, ki jih bo dala na razpolago Slovenska vojska. Pri čemer smo vam tudi pisno odgovorili, da pa je celoten SNAV tako? Ja, tajen. Zanima me samo še v bistvu v zvezi z tem Šuterjevim zakonom. Rekli ste, da se krepijo policijska pooblastila, številna. Zdaj v zadnjih letih nekih pozivov iz policije po tem, da bi bila pooblastila policije preohlapna, preslaba, pomanjkljiva, nismo slišali, pa tudi, če imam prave podatke, se zakon o nalogah in pooblastilih policije ne spreminja. Pa me zdaj zanima, zakaj pravzaprav... Spremembe, na katerih govorimo, se nanašajo ravno na zakon, ki ste ga vi sama imenovala. Torej se spreminja tudi ta zakon po tem zadnjem? Ravno vstop v prostore oziroma v avtomobile brez odredbe sodišča gre po
zakonu o pooblastilih policije, ker je namenjen izključno in samo zasegu orožja. Ni namenjen opravljanju hišne preiskave, ampak izključno in samo zasegu orožja. Zakaj je zaseg orožja tako pomemben? Ni pomemben samo zaradi situacije v jugovzhodni Sloveniji, čeprav smo videli, koliko različnega vojaškega arzenala imajo nekateri po svojih domovih, popolnoma nezakonito. Namenjen je temu, da se orožje kot eden od v resnici žal vzrokov za huda nasilna dejanja, dogodilo se je v Ilirski Bistrici pred kratkim, femicid najprej, potem pa samomor. Verjamem, da brez orožja, nezakonitega, bi bili marsikatero teh dejanj lahko celo preprečeno. Zaseg orožja je eden od pomembnih ciljev, ki jih zasledujemo s Šuterjevim zakonom. Zakaj? Kje je povezava med jugovzhodno Slovenijo in orožjem? Videli ste primeri Žabjaka. Žal je ravno na tem področju in v teh naseljih nezakonitega orožja največ. In še Lara Draškovič, STA, zadnje vprašanje. Izvolite, za predsednika vlade. Ja. Mene pa zanima še glede veljavnosti teh ukrepov v zakonu, ker vemo, glede varnostnih ukrepov je bila na mizi možnost, da bodo časovno omejeni, ali bodo in kateri in za koliko časa, ter kako natančno in na kak način se bo to izvajanje zakona spremljalo v praksi. Da, časovne omejitve so različne. Pri tistih ukrepih, kaznovalnih ukrepih je zaenkrat predvidena 2-letna. Na vladi je bila debata tudi, da bi razširili na 3 leta, mogoče se bo to še spremenilo v parlamentu. Zaenkrat mislim, da je v tekstu 2-letna veljavnost, na kar se potem v primeru, ko bojo rezultati v skladu s pričakovanji, ustrezno dopolni sistemska zakonodaja. Pri varnostnih ukrepih je to preizkusno obdobje 1 leto, potem se lahko seveda tudi podaljša. Pri vojski na meji se vsaki mesec sproti poroča o potrebah policije. Pravi, ali ima policija še vedno potrebo kadrovsko, da se dopolnjuje z vojaškimi enotami pri opravljanju svojih nalog na meji. Ti roki so zaenkrat postavljeni tako, kot so. Kot rečeno, če se bo izkazalo kasneje, da se jih podaljšuje ali skrajšuje, smo na to pripravljeni. To je to, predsednik, najlepša hvala. Hvala lepa. Imamo še naslednje sogovorce, ki bodo podrobno odgovorili na vsa vaša vprašanja. In sicer 2 odstopljena ministra, Boštjan Poklukar in Andreja Katič, ter minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki se nam bodo zdaj pridružili. Tako da, Andreja, prosim, če jih pokličete. Prvi bo imel besedo Poklukar, potem Katič in sledi Mesec. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Minister, prosim samo za to, da stopite. Da? Ja. Lahko začnete, izvolite. Dobar dan, lepo pozdravljeni, in sicer s predlogom zakona o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma Šuterjevem zakonu se vzpostavljajo ukrepi za zagotavljanje javne varnosti. Poleg sprememb nekaterih že obstoječih zakonov prinaša predlog pomembne dodatne ukrepe za učinkovitejše delovanje slovenske policije v primerih, ko je ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ljudi ali pa premoženje. Ključni ukrepi Ministrstva za notranje zadeve v Šuterjevem zakonu so vstop in pregled tujega stanovanja brez sodne odredbe. Tukaj gre za varnostno pooblastilo policije, poudarjam, varnostno pooblastilo policije. Predlog zakona določa, da smejo policisti brez naloga sodišča vstopiti v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozna sredstva, če je to neugibno potrebno, da se zavaruje ljudi in takoj zaseže orožje. Še enkrat poudarjam, takoj zaseže orožje in to pooblastilo gre izključno za zaseg orožja. Vstop in pregled sta omejena izključno na tiste prostore in vozila, kjer na podlagi prvih zbranih dejstev in okoliščin obstaja verjetnost, da je bilo skrito orožje.
Ne nazadnje, če prenesem na primer v Žabljaku, zadnjič, ko je bilo streljanje, policija je pobrala tulce in seveda začela z preiskavo, ko je dobila odredbo, je seveda šele lahko potem vstopila v stanovanje oziroma v hišo, sedaj ob takem streljanju bo lahko vstopila takoj in seveda zasegla orožje. Policisti morajo imetnika pred vstopom seznaniti z razlogom, razen če je treba ukrepati takoj in nepričakovano. Policisti o vstopu v tuje stanovanje izdajo potrdilo in v 12 urah po zaključku pregleda izdelajo poročilo za generalnega direktorja policije in pristojno organizacijsko enoto Ministrstva za notranje zadeve, torej Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, kjer je seveda sektor za nadzor in ta direktorat je tudi pristojen za nadzor nad policijo. Ta ureditev je nujna zaradi vse pogostejših primerov streljanja na območjih z večjo gostoto prebivalcev, kar povzroča neposredno nevarnost za življenje ljudi. Poudarjam, je nujno, ker povzroča neposredno nevarnost za življenje ljudi. Drugo pooblastilo je uporaba tehničnih sredstev na varnostno tveganih območjih in sicer predlog uvaja novo pravno podlago za uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje, video in audio snemanje strani policije za zagotavljanje javnega reda, preprečevanja, odkrivanja in dokazovanja kaznivih dejanj ali prekrškov ter identifikacijo storilcev. To je dovoljeno na varnostno tveganem območju, kjer je ogroženo življenje, zdravje, svoboda ljudi ali premoženje ali je podana velika verjetnost, da bo do take ogroženosti prišlo. Ukrep odredi pisno, še enkrat podarjam pisno, generalni direktor policije ali direktor policijske uprave, traja lahko največ 3 mesece z možnostjo podaljšanja za največ 3 mesece iz tehtnih razlogov. Posnetki, ki niso uporabljeni za dokazovanje, se seveda takoj brišejo, najpozneje pa v 30 dneh. Naslednjo pooblastilo je varnostna akcija in sicer po domače racija. Namen akcije je preprečevanje in odkrivanje hujših kršitev javnega reda, kaznivih dejanj in hujših prometnih prekrškov. Varnostna akcija se odredi s pisno odredbo generalnega direktorja policije ali direktorja policijske uprave. Trajanje akcije je časovno omejeno, običajno največ do 3 ure, izjemoma pa do 6 ur pri kompleksnejših razmerah ali če gre za širšo varnostno območje. Policisti smejo pridržati osebo, ki ovira izvedbo varnostne akcije, vendar le za nujno potreben čas, ki ne sme preseči trajanje akcije. Avtomatiziranje, preverjanje registrskih tablic, to pooblastilo je nekoč v Sloveniji bilo že uzakonjeno, sicer leta 2018 in je seveda Ustavno sodišče potem to določilo odpravilo. Sedaj ga uvajamo na novo in sicer policistom je omogočena uporaba tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic, za avtomatsko obdelavo in primerjavo podatkov z določenimi evidencami, kadar gre za ogrožanje življenja ali zdravja z orožjem ali nevarnimi predmeti. Poudarjam, z orožjem ali nevarnimi predmeti. Za potrebe izvajanja tega ukrepa lahko policija primerja osebne podatke, pridobljene na podlagi optične prepoznave registrske tablice vozila z evidenco iskanih oseb, evidenco iskanih in najdenih predmetov ter evidenco pogrešanih oseb, evidenco o vozniških dovoljenjih, evidenco registriranih vozil in evidenco homologiranih vozil. Podatki, ki ne pripeljejo do ujemanja, torej zadetka, morajo biti nemudoma izbrisani, kar preprečuje množični nadzor nad uporabniki vozil oziroma nad registrskimi tablicami. Sistem je prepovedano uporabljati za obrazno prepoznavo in se ne sme uporabljati za vsesplošni nadzor cestnega prometa, uporabljal se bo pa samo na tistih območjih, kjer je seveda prepoznano kot varnostno tveganje območje. Naslednji ukrep je ukrep v gostinskih obratih. Predlog uvaja nova pooblastila za vzpostavljanje javnega reda v gostinskih obratih in njihovi okolici, in sicer če je oseba osumljena storitve kaznivega dejanja ali prekrška zoper javni red in mir, ji policisti ukažejo takojšnjo odstranitev iz obrata in njegove okolice, torej radija 200 metrov od lokala.
oziroma te gostinske dejavnosti. Če je storilec že obravnavan, mu policisti lahko odredijo tudi prepoved približanja gostinskemu obratu za obdobje 2 let. Za ta ukrep se vzpostavi tudi posebna evidenca. V primerih množične storitve kaznivih dejanj ali prekrškov, 2 ali več prepovedanih dejanj hkrati, smejo policisti z ustno odredbo odgovorni osebi odrediti takojšno začasno zaprtje gostinskega obrata. Hkrati pa lahko odredijo prepoved zadrževanja oseb v okolici 200 metrov od lokala. Ta ukrep lahko traja največ 6 ur in se šteje kot stopnjevalni ukrep za zagotovitev javne varnosti. Ob začasnem zaprtju in prepovedi zadrževanja v okolici policisti osebe seznanijo z razlogi za ta ukrep. Predstavljeni ukrepi zagotavljajo nujno učinkovitost policijskega ukrepanja, s čimer se zavaruje ljudi in premoženje, hkrati pa ohranjajo procesna jamstva posameznika in načelo sorazmernosti. Verjamem, da bodo vsi ti ukrepi skupaj preprečili, da se tragični dogodek, v katerem je umrl Aleš Šutar, ne bi nikoli več ponovili oziroma se zgodili. Naj na koncu še poudarim, da so to pooblastila, varnostna pooblastila policije, ki bodo pomembno prispevali predvsem na odkrivanju nezakonitega orožja in pa seveda takojšnjem posredovanju in verjamem, da bodo v praksi tudi učinkoviti. Hvala. Hvala lepa. V Šutarjev zakon sodijo tudi določila, ki so iz Ministrstva za pravosodje, zato gospa Katič, izvolite. En lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Iz področja Ministrstva za pravosodje bi izpostavila 3. Predlagane spremembe zakona o brezplačni pravni pomoči. Predlog zakona omejuje dodeljevanje brezplačne pravne pomoči v prekrškovnih postopkih in sicer za primere, ko je prekrškovni organ izrekel globo do 300 evrov, ter za povratnike, ki so v zadnjih 3 letih že 3-krat prejeli brezplačno pravno pomoč v prekrškovnih zadevah. Hkrati pa zakon za povratnike ohranja ustrezne varovalke, pomoč se še vedno dodeli, kadar bi njena zavrnitev pomenila nesorazmeren poseg v pravico do sodnega varstva v postopkih nadomestnega zapora ter mladoletnim prosilcem. Brezplačna pravna pomoč tako ostaja namenjena tistim, ki si zaradi svojega materialnega položaja ne morejo zagotoviti pravne pomoči, zlasti v postopkih, kjer jim grozi odvzem prostosti ali kjer gre za varstvo temeljnih pravic. Pomembna novost je omejitev dodelitve brezplačne pravne pomoči v primerih, ko ima prosilec že postavljenega zagovornika po uradni dolžnosti. S tem se preprečuje dvojno financiranje istih storitev iz javnih sredstev ter zmanjšuje možnost podaljševanja sodnih postopkov zaradi menjave odvetnikov. Predlog uvaja tudi novo obveznost za odvetnike. Ti morajo sodišče že o prvem procesnem dejanju obvestiti, da zastopajo stranko v okviru brezplačne pravne pomoči. Če tega ne storijo, niso upravičeni do plačila iz naslova brezplačne pravne pomoči. S tem se povečuje transparentnost in preprečujejo napake pri izplačilih, kar prispeva k bolj odgovorni porabi javnih sredstev. Kot drugo bi izpostavila predlagane spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika. Predlog sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika prinaša začasne ukrepe za učinkovitejši pregon nasilnih dejanj in večjo zaščito žrtev. Zaradi zaznanih težav v praksi, ko oškodovanci zaradi strahu ali pritiska storilcev pogosto ne vložijo predloga za pregon ali pa ga kasneje umaknejo, se za obdobje 2 ali 3 let, bomo še dorekli, uvaja posebna ureditev, po kateri se bodo določena kazniva dejanja preganjala po uradni dolžnosti. To pomeni, da pregon ne bo več odvisen od pobude žrtve. Sledili smo predlogu tožilstva. Tako se bo po uradni dolžnosti začel pregon za lahko telesno poškodbo, 122. člen Kazenskega zakonika, in ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru, 127. člen Kazenskega zakonika. Poleg tega se za isto obdobje zaostruje kaznovanje za kaznivo dejanje nasilništva, govorimo o 296. členu KZ-ja. Za osnovno obliko kaznivega dejanja se predpisana kazen zvišuje z dosedanjih do 2, se pravi od 0 do 2, na od 6 mesecev do 3 let zapora.
Za hujše oblike, naprimer hudo ponižanje več oseb ali lahka telesna poškodba oškodovanca, pa z do 3 let na od 1 do 5 let zapora. Tudi v tem primeru gre za začasno ureditev, ki bo veljala 3 leta po uveljavitvi zakona. V tem času se bodo spremljali njeni učinki in presojala utemeljenost morebitne trajne spremembe. Namen sprememb je okrepiti zaščito žrtev nasilja, zagotoviti učinkovitejši pregon storilcev in hkrati ohraniti sorazmernost kazenskega sistema. In kot tretje bi izpostavila predlagane spremembe zakona o kazenskem postopku. Predlog sprememb ZKP-ja vključuje 2 predloga, ki nam ga je poslalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije in ki jo podpira tudi Vrhovno državno tožilstvo. S predlogom se uvajata 2 pomembni novosti, ki prispevata k bolj uravnoteženemu in učinkovitejšemu kazenskemu postopku. Gre za vprašanje izločitve dokazov in možnosti podaljšanja pripora pri najtežjih kaznivih dejanjih. Tehtanje pri uporabi nedovoljeno pridobljenih dokazov. Po veljavni zakonodaji sodišče izločijo dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic in določenih zakonskih pravil. Kot opozarja Vrhovno sodišče, ima Slovenija trenutno eno izmed najbolj strogih ureditev izločitve dokazov. V praksi smo to že velikokrat videli. Predlagana sprememba pa uvaja metodo tehtanja, po kateri bi sodišče lahko v primerih najtežjih kaznivih dejanj uporabili tudi na nedopusten način pridobljen dokaz, če gre za zelo hudo kaznivo dejanje z najmanj 8-letno zaporno kaznijo. Kolikor bi bila popolna izključitev dokaza nesorazmerna glede na javni interes pregona. Namen sprememb je omogočiti bolj uravnoteženo presojo med pravicami obdolženca in zaščito drugih ustavno varovanih pravic. Rešitev sledi praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki dopušča uporabo dokazov pridobljenih na nedovoljen način, kadar to ne pomeni kršitve pravice do poštenega sojenja. In kot drugo, podaljšanje trajanja pripora v izjemnih primerih. Po veljavni ureditvi pripor po vložitvi obtožnice lahko traja največ 2 leti. Če v tem času obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, se pripor odpravi. Predlagamo spremembo, po kateri bo Vrhovno sodišče pri najhujših kaznivih dejanjih, za katera je predpisana kazen 8 ali več let zapora, lahko izjemoma pripor podaljšalo za največ 1 leto, skupaj torej največ 3 leta. Pri odločitvi bo sodišče upoštevalo naravo, težo in način izvršitve kaznivega dejanja. Predlog za podaljšanje bo vložil državni tožilec najmanj 1 mesec pred iztekom pripora, obdolženec in njegov zagovornik pa se bosta lahko o njem izjavila. Sprememba odpravlja tudi ponavljanje 2-mesečnih preizkusov pripornih razlogov, ki so v praksi pogosto pomenili dodatno obremenitev sodišč in podaljševanje postopkov in določa take preizkuse na 6 mesecev. Hkrati pa omogoča, da sodišča svojo pozornost usmerijo v hitrejše reševanje kazenskih zadev in hkrati ohranijo spoštovanje pravic obdolžencev. Najlepša hvala in še področje socialnih zadev v tem zakonu, minister Mesec. Hvala lepa. Z vidika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve imamo 4 ukrepe. Na prvo mesto bi postavil ukrep, ki se nanaša na zaščito mladoletnih mater in njihovih otrok. In sicer v predlogu zakona je zapisano, da ukolikor se pojavi mamica, ki je mlajša od 15 let, bo po novem CSD moral sodišču predložiti predlog za presojo o potrebnosti izdaje ukrepov za zaščito koristi otroka. Po trenutni zakonodaji lahko to CSD naredi po lastni presoji. Po novem zakonu bo moral to narediti po uradni dolžnosti. Zakaj? Ker smo trenutno precej neučinkoviti pri naslavljanju mladoletniških nosečnosti, tudi pri deklicah mlajših od 15 let. In kot sem zadnjič povedal, trenutno je po poročanju CSD Novo mesto in Bela krajina kar 10 takih primerov. Tako da namen je zaščita koristi otroka, ki se rodi v tako okolje, in pa seveda tudi zaščita matere. Tako da prvi ukrep je ta, da CSD mora predložiti sodišču predlog, da se presodi potrebne ukrepe z vidika zaščite koristi otroka. Hkrati bo pa CSD ob tem postopku moral prevzeti začasno skrbništvo nad otrokom, kar pomeni, da z
otroškimi dodatki ne bo razpolagal družinski član, ampak socialni delavec, ki jih bo seveda porabljal v najboljšo korist tako matere kot otroka. V skrajnih primerih, ko bomo ugotovili, da so življenjski pogoji matere in otroka popolnoma neprimerni ali pa da sta oba dva žrtev zlorab, bomo seveda tako mati kot otroka iz okolja tudi umaknili v varno hišo. Drugi ukrep z vidika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je zamrznitev socialnih pomoči storilcem kriminalnih dejanj. Se pravi, v predlogu zakona piše, da ko nekdo stori kaznivo dejanje in je zato pravnomočno obsojen, lahko sodišče, po seveda presoji sodnika, kot stransko kazen dodeli tudi začasno izgubo pravic iz vidika denarno-socialne pomoči. Zdaj, da boste lažje pretehtali sorazmernost tega ukrepa, denarno-socialna pomoč v Sloveniji ni brezpogojna. Recimo, če si prijavljen kot aktiven iskalec zaposlitve na Zavod za zaposlovanje, pa dvakrat zaposlitev zavrneš, izgubiš za nekaj časa pravico do prejemanja denarno-socialne pomoči. Tak instrument zdaj uporabljamo tudi za storilce kaznivih dejanj in sicer bodo tega deležni kot stranski ukrep sodišča, ko bodo pravnomočno obsojeni. Tretja točka je izterjava glob za prekrške. Kot veste, je trenutno situacija dostikrat ta, da noben socialni transfer ni izterljiv, se pravi, če si popolnoma življenjsko odvisen od socialnih transferov, ti država ne more ob ponavljajočih se prekrških terjati niti evra. V nasprotju s tem pa prejemniki plač pa so subjekt izterjave. Tukaj smo rešitev iskali v smeri, da bi izterjava seveda prizadela zgolj tiste storilce, ki večkratno kršijo, ki večkratno storijo prekrške in so zanje terjali. Tako da kriterij je, da morajo biti vsaj 3-krat v zadnjih 2 letih terjani, se pravi, šele 4. prekršek, ki se terja, je izterljiv. In pa seveda, da se terja tiste socialne transfere, ki prizadanejo storilca prekrška, ne pa njihove družinske člane. Tako da izterjava bo možna na denarno-socialno pomoč, ki je prejemek posameznika, ne pa na otroške dodatke, ki so gospodinjski prejemki in so namenjeni temu, da se lahko družina preživlja. Nočemo zaradi staršev kaznovati otrok. Je pa dejstvo, da smo v zakon zapisali tudi, da v tem primeru, če imamo očeta, ki zaporedno dela prekrške in so ti prekrški terjani, se pa seveda tudi Center za socialno delo mora presoditi, a je tak starš primeren za to, da razpolaga z otroškimi dodatki sam, ker je vprašljivo, a jih porablja zares za otroka ali jih porablja za kaj drugega. In v tem primeru tudi CSD lahko seveda prevzame skrbništvo, kar pomeni, da Center za socialno delo potem razpolaga z zneski za otroške dodatke in primerno poskrbi za to, da pridajo do otrok in da otroci vsaj približno lahko odraščajo v normalnih okoliščinah. 4. točka so javna dela. Tukaj v bistvu nekoliko presegamo namen zakona, ker namen zakona je v prvi vrsti učinkoviteje nasloviti boj proti kriminalu in pa zamejevati delikvenco, ampak na Ministrstvu za delo smo vztrajali, da morajo noter priti tudi nekateri integrativni ukrepi. Pri javnih delih smo zapisali, da občine, ki imajo evidentirana romska naselja in zato koristijo pribitek k povprečnini, 4,2% pribitka k povprečnini občine, če ima občina evidentirano romsko naselje, da morajo tam izvajalci javnih del zagotoviti vsaj 10% teh javnih del za zaposlovanje Romov. Namreč to, da se Romi nočejo zaposliti, ta palca ima 2 konca. Da, po eni strani imamo pri njih
zelo pogosto neizobraženost pa nemotiviranost za delo, ampak na drugi strani je pa tudi zelo težko najti delodajalce, ki bi bili pripravljeni Rome zaposliti. In če hočemo začaran krog prekiniti, bomo morali iskati poti, da se Rome zaposli. Nekaj tega smo mi na ministrstvu letos že naredili, z Zavodom za zaposlovanje recimo vodimo projekt Romanizur, romski vzor, s katerim poskušamo skupino romskih žensk v Kočevju aktivirati in podoben projekt zagnati v Novem mestu, ampak v tem zakonu tudi zdaj obvezujemo občine, da se potrudijo, da bo neka kvota javnih del na voljo Romom. Tu bom dal na mizo še en ukrep, ki sem ga tudi vladi predlagal in ga bom predlagal ponovno, in to je, da je treba v ta zakon ali pa v zakon, ki bo spremljal te ukrepe, dati nastavke za legalizacijo naselij, ker ko se pogovarjamo o dveh slikah, recimo kako je urejeno naselje Pušča v Murski Soboti ali pa kako sta urejeni naselji Žabjek in Brezje v Novem mestu, je ena od temeljnih razlik ta, da so v Pušči že pred desetletji šli v legalizacijo bivališč in Romi, ki tam živijo, živijo v lastnih hišah, imajo lastno premoženje. In seveda človek, ki ima lastno hišo, lastno premoženje, nosi precej drugačno odgovornost do države, do družbe okrog sebe, kot nekdo, ki nima ničesar. Zdaj glede celotnega paketa, ker to vas bo zanimalo, kako se kot minister Levice opredeljujem. Danes oba prisotna ministra na seji, prisotna sva bila jaz in Simon Maljevac, nisva nasprotovala ukrepom v Šutarjevem zakonu oziroma Šutarjevem zakonu kot celoti, ob jasni zavezi, da je to predlog zakona, da to ni dokončen zakon in da ga bomo v nadaljnji obravnavi temeljito prečistili z poslanskimi skupinami, preverili ukrepe z vidika ustavnosti, z vidika človekovih pravic, z vidika sorazmernosti. Skratka, to je opredelitev glede podpore. In pa zadnja stvar, ki bi jo želel povedati, na seji vlade smo imeli tudi vprašanje aktivacije 37. člena, se pravi vprašanje aktivacije vojske. Kot veste, sem večkrat v zadnjih dneh jasno povedal, da vkolikor se bo vlada odločala o tem, ali v romska naselja pošljemo vojsko, bomo mi glasovali proti takemu sklepu. Danes smo se dogovorili, da ne, vojske ne bo v romskih naseljih in vojske ne bo v notranjosti države. Vojska bo izključno pomagala na meji za to, da se razbremeni policijo in v taki obliki aktivaciji 37. člena nismo nasprotovali, nismo je pa tudi podprli. Skratka, pri tem vprašanju smo se vzdržali. Toliko mogoče na kratko z moje strani. Hvala. Preden bomo šli na novinarska vprašanja, je gospa Katič imela še 3 predloge zakonov na seji vlade in jih bo predstavila in potem bo še gospod Poklukar predstavil 37. člen sklep vlade. Izvolite. Ja, kot veste, če gledamo področje Ministrstva za pravosodje in predlogov, ki so bili podani v parlamentu, tudi strani županov oziroma na terenu, je v področje Ministrstva za pravosodje spadalo pravzaprav dvoje. Eno je ureditev prekrškov, kar smo tudi govorili na vladi, ki smo imeli kot regijski obisk vlade v Novem mestu, tako da je vlada danes sprejela zakon o prekrških, ki ga predlagamo kot nujni zakonodajni postopek, tako da ga bomo poslali v Državni zbor. S spremembami zakona o prekrških zaostrujemo kaznovalno politiko na področju prekrškovnega prava, saj se je v praksi pokazalo, da nekateri storilci delo v splošno korist izkoriščajo za zavlačevanje ali izogibanje plačilu, saj ga opravljajo površno ali ga sploh ne, globa pa v tem primeru pogosto ostaja neizterljiva. Doslej je storilec prekrškov lahko večkrat predlagal delo v splošno korist namesto odreditve nadomestnega zapora in to se je izrabljalo
pogosto v praksi za zavlačevanje. Z to novelo, tako kot je bilo napovedano v Novem mestu, se ta možnost ukinja. Storilec je imel v postopku odreditve nadomestnega zapora več priložnosti, da izpolni obveznosti, naprimer s plačilom globe, z obroki, z delom splošno korist, lahko bi zaprosil za oprostitev stroška ali prisilno izterjavo in v bistvu na takšen način naslanjamo to, da delo v splošno korist ne bo več uporabljeno za to, da bi v nedogled podaljševali izvrševanje kazni, ampak bo potem namesto tega odrejen nadomestni zapor. V zvezi s to novelo zakona o prekrških bi izpostavila tudi novelo zakona o probaciji, ki smo obravnavali po skrajšanem postopku na današnji seji vlade in ga bomo poslali na obravnavo v Državnem zbor. In predlagane spremembe in dopolnitve so sicer širše, kajti gre za prvo spremembo zakona o probaciji od takrat, ko je v bistvu probacija oziroma zakon začel veljati v letu 2017, ampak v povezavi z aktualno tematiko bi izpostavila to, da določamo v tem zakonu, da tudi državni organi so lahko izvajalci dela v splošno korist. Do sedaj je velikokrat bilo v postopku povedano, da bi ljudje, ki bi prestajali kazen kot delo v splošno korist, tega ne morejo, ker nimamo dovolj izvajalcev. Na takšen način širimo nabor izvajalcev tako, da v bistvu bo omogočeno na širšem področju, predvsem pa tudi, da ne bo omogočeno, da bi lahko imeli takšne ali drugačne izgovore. In kar se mi zdi najpomembnejše, od leta 2008 naprej čakamo zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Vi veste, da smo v parlamentu večkrat zavrnili kot vlada posamezne novele zakona, ki bi posegale v kazensko obravnavo mladoletnikov na, po našem mnenju, neprimerne načine. Ob tem sem večkrat govorila tudi z poslanci, tudi na terenu. In vlada je na današnji seji potrdila ta predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov. Poslali ga bomo v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. Predlog zakona je bil pripravljen na podlagi celovite analize stanja, v katero so bili vključeni vsi pristojni resorji, vse stroke, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Gre za celovit, na spoznanjih znanosti in stroke utemeljen pristop k obravnavi mladoletnikov, ki upošteva in se odziva na zaznane težave veljavnega sistema. Zagotavlja odločnejši pristop k mladoletniški delikvenciji in v ta namen bi izpostavila v zakonu med drugim, da poudarja razvijanje mladoletnikove osebne odgovornosti in zavedanje o nedopustnosti izvrševanja kaznivih dejanj, da omogoča hitrejši in strožji odziv na povratništvo, da določa tudi daljši rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov, doslej je bilo to 1 leto, sedaj podaljšujemo na 2 leti. Kot sem rekla, uvaja dokazano učinkovite pristope k obravnavi mladoletniške delikvence, usmerjene v to, da vsak posamezni mladoletnik dobi tak odziv države, ki bo upošteval njegove individualne posebnosti in potrebe z namenom, da se v čim večji možni meri preprečuje ponavljanje kaznivih dejanj. In predlog ZOKom med drugim določa, da se bodo na sodiščih, kjer obseg zadev proti mladoletnikom to dovoljuje, posebej usposobljenim sodnikom za mladoletnike dodeljevale samo mladoletniške kazenske zadeve, se pravi specializacijo sodnikov in seveda tudi prednostna obravnava postopkov proti mladoletnikom. Potem zahteva izdelavo individualne ocene mladoletnika čim bolj zgodaj v postopku, da imajo pristojni čim prej na voljo vse potrebne podatke za sprejemanje informiranih in ustrezno individualiziranih odločitev glede nadaljnjega poteka postopka in izbira sankcij ter drugih ukrepov. Tako bo že državni tožilec pred sprejemom odločitve o nadaljnjem poteku postopka praviloma moral dobiti individualno oceno mladoletnika. Potem nadalje zakon določa tudi ustanovitev posebne notranje organizacijske enote javnega zavoda, Hiša za otroke, verjetno to že poznate. V tem notranji obliki se bo reklo Center za mladoletnike in ta bo izdelal to individualno oceno mladoletnika po interdisciplinarni metodi. Zlasti, kadar bo verjetno, da ima mladoletnik kompleksnejše težave in je za ugotovitev stanja in pripravo predloga obravnave tega mladoletnika potreben širši tim strokovnjakov. Uvaja se skupno usposabljanje vseh strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov.
Delo v prevzgojnem domu, ki se sedaj ta v Radečah preimenuje v reintegracijski dom za mlade, bo tako temeljilo na interdisciplinarnem programu obravnave, ki ga bo pripravila skupina strokovnjakov z vseh ključnih področjih, na katerih je mladoletniku treba zagotoviti pomoč in obravnavo. Ureja se tudi medsebojno razmerje med kazenskim odzivom in odzivom v postopkih odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok. Ker gre za res kompleksen in širok zakon, smo seveda na voljo, da tudi v naslednjem tednu naredimo podrobnejši brief, kar se tega zakona tiče. Če lahko mogoče samo še to, ker prej pri Šutarjevem zakonu ni bilo obravnavano nič. Ministrstvo za notranje zadeve oziroma policija je predlagala, da se določena sedaj kazniva dejanja, ki smo jim mi rekli bagatela, spremenijo, da niso več kazniva dejanja, ampak so prekrški. Tako da ni potrebno podrobneje reči. Bi pa sama povedala, da ja, tako kot je povedal kolega Mesec, se tudi mi zavedamo zahtevnosti teh vprašanj, ki jih ima ta zakon. Tudi po današnji seji moramo pripraviti še redakcijske popravke. Povedali smo ali 2 ali 3 leta veljavnosti, v tem prehodnem obdobju tudi nekatere druge zadeve še in verjamem, da bo v parlamentu, tako saj mislimo Socialni demokrati, zakon še nadgrajen z tem, da bodo rešitve čim ustreznejše in tudi imele učinkovit učinek v praksi. Ja, sam še da dodam tukaj ministrici za pravosodje, da sem vsem zadovoljen, da smo v Šutarjev zakon naslovili tudi bagatelna kazniva dejanja, ki grejo sedaj seveda v prekršek, torej poškodovanje tujih stvari in tatvina. To je pravzaprav pozdravila najbolj policija in pa državno tožilstvo in verjamem, da bomo tukaj na teh kaznivih dejanjih, ki so bili zdaj kazniva dejanja, sedaj pa prekrški bolj učinkoviti. Kurimo pa v krajah krompirja, čokoladic, klobas v trgovinah, ne nazadnje pa tudi poškodovanje nekega premičnega premoženja manjših vrednosti in seveda to je pravzaprav bo bistveno bolj učinkovito in seveda bolj učinkovito sankcionirano. Kar se pa seveda tiče sklepa vlade o aktivaciji 37. člena zakona o obrambi, sem danes vladi predlagal, da Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje in sicer pri varovanju določenih objektov in območij. Slovenska vojska na pomoč policiji pri varovanju državne meje prihaja iz naslova razbremenitve policijskih enot v Novem mestu, kajti prihajajo iz različnih delov Slovenije na upravljanje nalog na policijsko upravo Novo mesto oziroma v tudi samo Novo mesto in seveda občino Škocja in Šentjernej, kjer je pravzaprav ta problematika v tem trenutku največja in ne nazadnje generalni direktor policije je danes predstavil operativni načrt, ki ga sta pravzaprav pripravila generalna policijska uprava in generalštab Slovenske vojske in ga je seveda predstavil ministricam in ministrom. Ta načrt je pod stopnjo zaupnosti, tako da podrobnosti tukaj ne morem vam pravzaprav predstaviti. Bo pa Slovenska vojska na nalogi aktivirana že od jutri naprej. Od jutri velja tudi aktivacija Slovenske vojske na meji in Slovenska vojska bo, tako kot je že prej povedal predsednik vlade, opravljala naloge mešanih patrulj, naloge varovanja policijskih postopkov tam, kjer je seveda to potrebno in pa seveda ne nazadnje tudi pomoč pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili in so zaprosili za azil na relaciji od državne meje do azilnega doma. Tako da tukaj je pravzaprav to bil načrt policije. Vemo, da se Slovenska vojska ne more aktivirati za policijske naloge oziroma more biti aktivacija 37. člena, ki v tem trenutku ni bil aktiviran in ne bo aktiviran. Tako da brez skrbi, je pa generalni direktor policije tisti, ki celotno operacijo ne nazadnje tudi vodi in bo enkrat mesečno poročal vladi Republike Slovenije v izvajanju teh nalog skupaj z Slovensko vojsko in ukolikor ne bo več potrebe za pomoč Slovenske vojske na državni meji, bo seveda ta naloga prekinjena in seveda sklep bo preklican.
Toliko, drugače pa hvala sem na lepa. voljo za vprašanje. Ja, prvi ima Božič Pop TV, Furlan TVS. Gospod Mesec, jaz bi imel za vas dve vprašanji vsebinski. Pravite, da ste bili pri 37. členu, da sta bila z gospodom Maljevcem zadržana. Kako to, da ste bili tle vzdržani pri tem vprašanju, če ste mu še pred leti nasprotovali v podobnih napoditvah vojske na mejo? In pa drugo vprašanje, skoraj pri vsakem segmentu od vseh treh, ki ste jih danes predstavili, obstajajo dileme o ustavni spornosti, od posegov v socialne pomoči do brezplačne pravne pomoči in zlasti recimo vstopa v stanovanje. Kako zelo prepričani ste oziroma kaj vas hrbri, da to bo preživelo ustavno presojo? Ok, na kratko. Kot sem jasno povedal prejšnji teden, sem ostro proti temu, da bi po slovenskih ulicah ali romskih naseljih hodila vojska. Proti temu smo se postavili. Zdaj, da se par deset vojakov napoti na mejo, zato da se par deset policistov razbremeni in lahko pomagajo pri obvladovanju razgrete situacije na Dolenjskem, proti temu pa nismo glasovali. Ker razumemo resnost situacije in vidimo potrebo po poostreni prisotnosti policije, ker nočemo, da se kakršenkoli incident ponovi. Drugič, ko me sprašujete o ustavnosti ukrepov, tako kot sem rekel, z Simonom Maljevcem, dva ministra Levice so bila prisotna na seji, nisva nasprotovala zakonu, ampak ob zelo jasnem dogovoru in zavezi, da ne gre za dokončno verzijo zakona, da gre za predlog, ki ga bomo v naslednjih tednih, ko bo v državnem zboru, temeljito pregledali in ukrepe pretehtali z vidika ustavnosti, zakonitosti, varstva človekovih pravic, sorazmernosti. Hvala lepa, Furlan TVS, potem pa Roglič na ena. Gospod Mesec, še za vas, pa tudi za ostala dva, če imate kakršne koli spremembe na tem področju. Kadrovska problematika v CSD-jih je že znana, ni od zdaj, pa vendarle, kako boste ob tem zakonu urejali to problematiko, podobno tudi za sodnike oziroma tudi za policijo, če imate tukaj kaj spremenjenega. Boste morda dodajali nove uslužbence, bodo ti obstoječi zamenjani, kako ne nazadnje z regije Dolenjske ocenjujete njihovo dosedanje delo na CSD-jih? Hvala. Do letošnjega leta je bilo na področju Dolenjske in Bele krajine, če se ne motim, zaposlenih manj kot 10 ljudi na tej problematiki. Letos smo zaposlili 27 novih socialnih delavcev, ki se ukvarjajo izključno z romskimi družinami. Če bo potreba večja, bomo seveda zaposlili še 30 ljudi. Ampak zaenkrat smo ravno v zadnjih mesecih te kapacitete bistveno razširili. Bi še vi kaj dodala? Ja, mogoče samo glede aktivacije vojske. Danes je tudi na naš predlog bil nekoliko modificiran sam sklep, se pravi, direktor policije nam je podrobno pojasnil ta načrt, kolikor nam lahko pojasni, in samo v okviru tega načrta lahko deluje vojska za policijo. In striktno je bilo povedano, da gre za sodelovanje na meji in v povezavi vseh nalog na meji. Torej ne bodo hodili v notranjosti, tudi če je naslov tak, da se sliši pri širšem varovanju notranjosti meje oziroma kako je, ampak striktno gre za pomoč policiji na meji, da se na takšen način razbremeni policijo, ker sedaj je iz drugih koncev Slovenije pač prisotna tudi tam, vidimo pa, glede na varnostno situacijo, da je njena prisotnost potrebna drugje. Kar se tiče Šutarjevega zakona, na nek način bodo seveda bolj obremenjeni tožilci,
ampak to je bil tudi njihov predlog, tako da verjamem, da bo to tudi šlo, saj ne nazadnje je ta vlada, za razliko od ene prejšnje vlade, imenovala res veliko število tožilcev in tako popolnjene tožilske vrste, kot so sedaj, še prej nikoli niso bile. Pomeni pa, glede bagatele, na nek način neka razbremenitev, videli bomo pa potem, kaj bo na sodiščih, ampak prav sodniška zakonodaja oziroma ta pravosodni četverček naslavlja tudi to, da bo naloga predsednikov sodišč, da bodo zagotovili enakomerno obremenjenost vseh sodnikov in z uvedbo tako enotnega prvostopenjskega sodnika in enotnega prvostopenjskega tožilca mislimo, da bomo lahko menedžirali tudi to. Če me pa vprašate glede centra za socialno delo, jaz bi si res želela, ker smo ta zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov usklajevali celo leto z širšo strokovno skupino, prijeli veliko pripomb, da bi tudi to, kar vedno nekako zataji v Sloveniji, imeli boljšo medresorsko sodelovanje, kajti tik pred zdajci smo prejeli tudi ocenjene finančne posledice, ki jih bomo morali v sami proceduri sprejemanja zakona v državnem zboru tudi še bolj konkretno pojasniti, ampak že sedaj je ocena, da ljudi primanjkuje in da jih bo potrebno, kar se tiče mladoletnikov, zaposliti bistveno več. Ja, jaz bi samo še to dodal, no, da je mejna problematika oziroma vstop tujcev nezakonito preko državne meje največji na območju policijske uprave Novo mesto, torej na območju občine Brežice še vedno in ne nazadnje tudi tukaj gre Slovenska vojska v pomoč tem enotam slovenske policije, ki seveda varujejo državno mejo na temu območju policijske uprave Novo mesto, kar se pa seveda tiče samih resursov, tudi policijskih. Slišali ste, da imajo oba dva moja kolega na tem delu probleme. To je vse splošen problem, ne samo slovenske policije. Priznamo, da primanjkuje slovenskih policistov, vendar z reorganizacijo in prerazporeditvami, ki jo v tem trenutku vodi generalna policijska uprava, ki vodi celotno nalogo v Novem mestu, torej uprava uniformirane policije, seveda zagotavlja sile tudi iz drugih delov Slovenije, da pravzaprav lahko delujejo znotraj Novega mesta in okolici Novega mesta. Je pa ta ukrep slovenske vojske bom rekel, v pomoč slovenski policiji zelo dobrodošel in jaz verjamem, da seveda takoj, ko bo Šuterjev zakon stopil v veljavo, bo policija lahko še bolj učinkovito naslovila to varnostno problematiko, s katero se zdaj soočamo in ne nazadnje verjamem, da bo po nekaj časa tudi slovenska vojska to nalogo prekinila, ker bo policija spet obvladovala zadevo z normalno policijsko silo kot do sedaj. Meta Roglič, potem bi še tu nadalje Ireni Ulčar-Cvelbar s TVS in bi se preselili na neformalni briefing, izvolite. Torej, če sem prav razumela, ministri SD ste glasovali za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi. Zanima me pa še, kako ste glasovali ministri SD in ministri Levice o predlogu sprememb zakona o Sovi. Se vam zdi, da je ta zakon potreben v tem trenutku, gre mogoče tudi v ta varnostni kontekst, ki se ga zdaj sprejema? Ja, lahko, se pravi, za to modifikacijo, da je natančno pojasnjeno v načrtu, kako bo potekalo sodelovanje slovenske policije in slovenske vojske, smo ministri SD potrdili tudi ta predlagani sklep. Kar se tiče Šuterjevega zakona, je predsednik povedal, da smo vsi potrdili. Kar se tiče pa zakona o Sovi, ja, zagotovo smo imeli danes zelo, zelo zahtevno sejo vlade in vprašanje je bilo najbolj modro, da smo dali vse na isto sejo. Zakon se je pripravljal kar nekaj časa, tudi na Ministrstvu za pravosodje smo ga pogledali. Predlogi, ki so bili že dalj časa na mizi, glede pooblastil Sove, lahko povemo, da so se zelo, zelo omejili, da je veliko nadzornih mehanizmov, tako da v bistvu tudi ta zakon smo potrdili. Mesec. Nismo bili vsi prisotni, ministrice Fajon ni na seji. Ja, naše glavno vprašanje tam je bilo, ali ta zakon vzpostavlja podlago, da bi Slovenija nabavila sistem Pegasus, to je sistem za vdiranje v telefone.
Odgovor je bil, da ne, da Slovenija ne kupuje Pegasusa in ga ne bo. In tudi ta zakon ni podlaga. Moje drugo vprašanje je bilo, glede na to, da so se taki sistemi zlorabljali na Madžarskem, v Italiji za nadzor nad recimo politično opozicijo, kakšne varovalke imamo, je direktor Sove odgovoril, da je glavna varovalka ta, da tega ne more Sova uporabljati na lastno pest, ampak lahko uporablja zgolj in izključno ob odredbi vrhovnega sodnika, predsednika vrhovnega sodišča. Predsednika vrhovnega sodišča. Ministra Levice sva se v tem primeru glede zakona vzdržala in ga bomo prav tako še enkrat pretehtali pred dokončno opredelitvijo z vidika ustavnosti in pa predvsem varovanja zasebnosti. Hvala lepa, Irena Ulčar-Cvelbar, TVS. Ja, jaz se še enkrat vračam na ta 37. člen. Tako zelo poudarjate namreč, da ste pravzaprav nasprotovali temu, da bi bila vojska v notranjosti v mestih. Ampak sej to iz samih obeh členov zakona pravzaprav izhaja. Tako iz 37. ki je bil na mizi, kot iz 37a. Razlika je samo v tem, ali ima ta vojska pooblastila ali ne. Pa me zanima, a je bilo na mizi kdajkoli kakšen drug predlog, da bi vojska bila v bistvu v mestih, v romskih naseljih, ali zakaj takšno močno poudarjanje? Zaradi tega, ker se je tako javno razumelo prejšnji teden po izjavi, ki je prišla iz Sveta za nacionalno varnost. Tam smo mi jasno povedali, da na noben način ne želimo in nasprotujemo vojski v mestih ali pa v romskih naseljih. To je bil napačen signal. Politika mora umirjati strasti, ne pa vzpostavljati videz izrednih razmer. In danes smo se o tem odkrito pogovorili. Povedali so predvsem predstavniki policije, da tukaj gre izključno za par 10 pripadnikov Slovenske vojske na slovenski meji, da na noben način vojska ne bo v notranjosti države in v tem smislu smo svoje nasprotovanje temu ukrepu odmaknili. Če lahko še jaz zraven dodam to, prav zaradi tega, kar je bi bilo razbrati v javnosti, kar je prišlo iz sekretariata SNAV-a, včasih je SNAV komuniciral, ne sekretariat, pa je bilo bolje tako. Smo imeli veliko vprašanj strani naših članic in članov ter podpornikov in tudi zaradi tega je bilo danes postavljenih veliko vprašanj, kakšno bo to sodelovanje. Je pa res, da se je minister za obrambo pošalil, da nam vojska pomaga v Planici, pa na biatlonu in vse ostalo. Sama sem bila nekdanja obrambna ministrica takrat, ko smo pisali 37a člen in vem, kako zahtevno je to, ampak poanta je tem, da policija opravlja svoje naloge, da je potrebno pomagati, ker je potrebno razbremeniti in da bo šlo par 10 pripadnikov Slovenske vojske pomagati pri delu na meji. Za ministra Poklukarja imam pa še vprašanje. V bistvu danes 53. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije že omogoča, da lahko policisti brez sodnega naloga vstopijo v tuje stanovanje in drug prostor, če je to nujno za zavarovanje življenja in premoženja. Zdaj, laično si človek predstavlja tudi v primeru streljanja. Zakaj ocenjujete, da bo nova ureditev z novim členom učinkovitejša, kot je bila ta, ki je v bistvu v zakonodaji že obstaja? Res je, določa pod določenimi pogoji. Moje vprašanje je generalnemu direktorju policije, ki je več kot 30 let bil kriminalist in je izvajal hišne preiskave. Gospod Petrič, kolikokrat ste vstopil brez odredbe preiskovalnega sodnika v stanovanje, v hišo, prostor? Je rekel nikoli. Danes sem isto vprašanje ponovil ministru Jevšku, ki je bil nekoč direktor uprave kriminalistične policije, je prav tako povedal nikoli. To pa je varnostno pooblastilo, ki smo ga dali v predlog Šuterjevega zakona, da vstop in pregled tujega stanovanja brez sodne odredbe iz naslova neizogibne potrebe po zavarovanju ljudi zaradi zasega, poudarjam, zaradi zasega orožja. In samo za to gre in popolnoma nič za drugega. Ukolikor bo šlo za
druga kazniva dejanja oziroma za samo preiskavo je tako kot vedno preiskovalni sodnik, tožilec in pa seveda potem hišna preiskava, tako kot se upravlja v skladu z zakonom o kazenskem postopku. A sta gospod Jevšek pa gospod Petrič pojasnila, zakaj nista vstopala, glede na to, da zakon to omogoča? A so bili potem v bistvu kakšni zapleti pri izvajanju tega, ali se sploh ni izvajalo to pooblastilo? Očitno ni bilo potrebe, oziroma ni bilo pogojev, da bi po temi pogoji lahko vstopili. Še enkrat, tukaj je vseeno treba vedeti, da so od primera do primera pogoji različni in jaz verjamem, da slovenska policija, ne nazadnje tudi zaupam, deluje zakonito, strokovno in izključno v skladu s svojimi pooblastili. Tudi tokrat bo tako. Ministrica Katič. Če lahko jaz mogoče k temu dodam še nekaj, da se mi zdi po mojih izkušnjah zdaj že kar nekaj let na različnih področjih, da je problem naše mlade države tudi v tem, da na podlagi stroke politika sprejme določene zakone, mogoče se potem malce spremenijo še v parlamentu, ampak veljajo. Da pa nikoli, prav zaradi tega, ker smo sprejemali v vsem tem obdobju res veliko število predpisov, ne pogledamo, kako se ti zakoni dejansko uporabljajo v praksi. In prav, če sem sama, ko sem se vrnila nazaj, minilo je 5 let od zadnje novele Zakona o kazenskem postopku, kjer smo prenašali direktivo o žrtvah, me je zanimalo, je to mrtva črka na papirju ali dejansko v praksi to tudi živi. Analize v tem ni bilo upravljene. In prav zakon se ne konča tam, da ga sprejme v parlamentu, ampak bi ga bilo potrebno vsako leto spremljati, kako se izvaja v praksi in ali tisto, kar je imel zakonodajalec, ali pa tudi vlada, ki je zakonodajalcu to predlagala, potem dejansko tudi ima učinek v praksi. Hvala. Samo še zadnje mogoče vprašanje, če lahko mimo. Izvolite, to je zadnje vprašanje, lahko mimo. Za ministra Mesca od kolega. Zjutraj ste bili na kolegiju ESS-ja, zahteva delodajalcev je med drugim, da se na ESS vrne zakon o božičnici, če ne bodo resno razmislili o odstopu. Kakšen bo odziv vlade, bo socialni dialog obstal ali bo ESS spet razpadel? Zdaj, pogajanja smo delodajalcem glede božičnice ponudili 3-krat. Najprej ob izhodiščih o zakonu, pa so se jo zapustili, preden bi bila ustanovljena pogajalska skupina, ki smo jo na vladni strani dali kot predlog. Potem smo poskusili jih povabiti najprej predsednik, potem tudi jaz sam, skupaj z sindikati, da bi se pogovarjali. In nazadnje smo na ekonomsko-socialni svet poslali predlog zakona in jih pozvali k pogajanjem, pa so spet se jo zapustili. Tako da kratek odgovor je, da ne verjamemo, da se delodajalci želijo o božičnici pogajati. Najlepša hvala, to je bilo zadnje vprašanje. Hvala sogovornikom in vam, da ste bili z nami in nasvidenje.